Sem Jože Tomaževič, doma iz Kamne Gorice na Gorenjskem. Rojen sem bil 31. leta, februarja meseca, in mojemu očetu ni bilo glih najbolj všeč, da sem hodil tukaj v Argentini veliko po hribih in me nekega dne zabrusil. Prav, ti si zato tako naumen na gore, ker si rojen na sam pustni torek. No in potem pa leta za mojo 31-letnico 62. leta, ko smo postavljali križ na gori Kapiža v Bariločah za vse pobite Slovence v drugi svetovni vojni in po vojni. In ko je prišel moj brat sam iz Bariloč, je takoj vprašal, kje pa Joža, mu je pa povedal, kam sem šel, pa mu odgovori, prav vsaj enkrat, ki je nekaj pametnega šel v hribe delati. Kakšni so vaši spomini na domači kraj? Doma iz Kamne Gorice imam zelo lepe spomine. Sem skoraj 3 leta slovenske šole naredil, osnovne, potem pa 2 let po zasedbi nemške. In moja učiteljica je bila Franska Debeljak iz Podbrezij, zelo dobra, sem jo tudi večkrat obiskal in me je bila zelo vesela, da sem prišel in jo pozdravil, pa ji prinesel novice, kje zdaj od leta 1949 živim. Kaj ste bili doma vi? Kakšno je bilo vaše... Oče je bil kovač in je delal v planinčarje za čevlje in dva brata pa ena sestra sta bila pa v Kropi v Plamenu, v tovarni Plamen in so tam delali. Toda, ko je Nemčija napadla Sovjetsko zvezo, v tem Plamenu, ki je bila za druga Plamen, so ravno zaradi tega dobravskega učitelja Staneta Žagarja Kroparji tovarno gladko razbili. Razbili. Tako da je bila neuporabna. In so vsi šli v trumah v partizane. To je bilo seveda polet in na planini oziroma na Jelovci, na Lipniški planini je bilo takrat polhno govedi, so tiste govede pobijali pa kuhali in jedli čist brez skrbi. In na koncev, po nekaj tednih so tja gor prišli nemški policisti, vse obkolili in do zadnjega pobili. Toda partizani zmeraj so najdli eno, to bi rekel, hoteli vedeti, kdo je to naredil, da so prišli Nemci gor in so določili tega oskrbnika, ki je bil na Jelovcu, na Martinčku, in so njega in sina v tisti koči na Martinčku zaprli, pa kočo požgali in so tako, ko bi rekel, povedali, da je ta izdal. Kljub temu niso imeli nobenih dokazov, da je to res izdal. Torej on je zgorel? On je zgorel, pa si. Te ljudje so danes vsi pokopani v Radovljici pred Grajskim dvorom. Potem se je večkrat kakšna stvar zgodila in ravno na današnji dan, pred 72 leti, na 1. december, so na Dobravi ubili 2 gospodarja Kožarja, ki je imel delavnico za čevlje, in pa Pozina, ki je imel delavnico tišlarijo, pa
Sina so tudi odpeljali, to da sin jim je všel. V bližnji vasici spodaj pod Dobravo je bil pa Antinček, so mu rekli, on je pa imel v tiste čase zelo dober tovornjak, se je vozil tudi za kroparsko tovarno Plamen in so tudi njega ubili s to pretvezo, da so bili izdajalci. Tudi noben do danes niso mogli dokazati, da so koga izdali. Kako je vaša družina sprejemala te začetke revolucije na Gorenjskem? Potem moje dva brata so kmalu partizani mobilizirali in po 2 mesecih ali kaj sta oba šla, ker sta videla ravno nad Žirmi, da so eno noč ubili očeta pa mater s sekiro. In ko sta to videla, sta rekla, mi dva ne morava biti več tukaj zraven. Ker sta takoj po tistem 2 otroka, fantek pa punčka, ven prijokala, pa mama, pa ata in nič drugega ni bilo. Še tisti dan sta všla in se prijavila v Gorenji vasi na domobranski postojanki. Ko se je pa čez nekaj tednov ustanovila druga postojanka v Žabnici, je starejši brat šel v Žabnico, drugi brat pa v Škofjo Loko v udarno četo. Torej so bili pri gorenjskih domobrancih? Slovenski domobranci. Gorenjski, ne? Tako je. Vi ste jih hodili kaj obiskovati? Tako, sem jih šel obiskati, enkrat sem jih obiskal na Atov in moj god 19. marca 45. leta v Žabnici, sva tudi tam prespala in potem smo 6. maja šli popoldan iz Kamne Gorice skupaj z domobranci na Brezje. In smo bili na Brezjah do 9. maja popoldan, v 4, ko so prišli lažji ranjenci na vozeh iz Les. So jih tam naložili, ker naprej niso mogli. Ko so tiste ranjence pripeljali na Brezje, smo takoj odšli iz Brezij dol, preko Posavca, skozi Gobovce, na Tržič in potem na Ljubelj. Komaj smo prišli iz Brezij ven na Črnivc, so zareglale strojnice in hvala Bogu, kako so merili, nobenega zadeli, nobenega, niti živine ne. In potem so jo pobrali kot muhe. Če bi nas napadli v Gobovcih, v tistih gmajni not, v tistih ovinkih, nas bi lahko vse razbili. Pa tam, hvala Bogu, ni bilo nič. In drugi dan, dopoldan, smo prišli pred tunel in oče mi je rekel, preden smo šli v tunel not, drži se voza, ne spustiti, tunel je bil popolnoma temen, polkno do kolen vode, da sem prišel ven, sem bil ves umazan. In ko smo prišli spod v Borovle, je eden od komande rekel, da moramo ostati tam za nekaj časa, da bo cesta spet odprta. Stvar je bila ta. Partizani so nas prehiteli in so naredili zasedo na Dravskem mostu, potem so prišli Rupnikov udarni bataljon, so šli naprej, se zagrabili s tistimi partizani, v nekaj pol ure ali kaj, vse razpodli, nekaj pobili, nekaj jih je celo v Dravo poskakalo, na drugi strani so bili pa angleški vojaki, pa so tisto gledali. In kje ste pa vi bili? Mi smo bili pa v Borovlah. Aha, ste opazovali to? Ne, nismo opazovali, ker smo bili tukaj daleč stran. Samo slišali ste? Toda, ko smo mi šli naprej, ko smo šli čez Dravski most, potem pa naredili tisti veliki ovink, ki je po mostu
In pridemo na vrh, pa so bili spet angleški vojaki in so rekli, da morajo vsi vojaki oddati ves orožje. To je bilo nakupe, skladovnice, pušk, mitraljezov. Lahko vam rečem, da 2 kamiona tovornjaka ne bi peljala samo pištole. A imate vi v spominu Vse, vse. datum, kdaj je to bilo? To je bilo 12. maja, v soboto, popoldan 45 leta. Potem prijemo pa že na vrh. Domobranci so bili brez orožja. Gremo v gosjem redu, voz za vozom, domobranci brez orožja, civilisti vmes, pa zagledamo, iz gozda ven je prišel en sam partizan. Moj oče prav, poglej, kdo je tam, ne. On partizan. Ni imel puške. Ko je prišel do našega voza, je potegnil samogres ali pištolo. Moja sestra Tončka se ga je toliko ustrašila, da bi padla pod voz, da jo ni oče zagrabil. Pa je oče zagrabil in je zadaj, za njo je prišel eden, ki je bil zgoraj doma. Tone Pristov se je imenoval. In je potegnil tistega, tako, krez manj. Ga je potegnil iz tiste kolone ven, ga je peljal nazaj tako, kot je on prišel, nazaj v gozd. Moj oče pravi moje sestri, moli za njega, ubil ga bo. Ko je na tist, pa naredi pok. Vsi smo rekli, da tega je ustrelil. Na tist, morda niti minuto po tistem, pa pride tisti Anton Pristov ven iz gozda, pa se je pa popravil, pa pride nazaj okoli, pa je šel z nam naprej. Oče pa takoj do njega. Prav to nekako bilo, nič oče rekel. Ja, pokoj, nič, ti je prišel, pa ti je vzel, pa je pa sta šla vse, zdaj pa praviš, da nič. Naj rekel, oče, vam bom pa povedal. To je tako kot v mlin, kdo pride premele. Ga je s partizansko pištolo ustrelil. In ko sem to pravil, pred par leti na Jesenicah pri eni družini, ko sem vse povedal, se pa oglasi oče tiste družine, to je bil pa moj stric. Kako? Moj stric. Nemogoče. Sem rekel, ta Tone Pristov je potem šel v Severno Ameriko in vem, da je tam že umrl, je 10 let po vojni dobil tja ženo pa sina in potem je dotičen povedal, ja, potem je pa imel še 2 hčere. Dobro, sem pa vse vred. Ampak tako je prijel telefon, poklical brata v Gorje, rekel, prid, takoj sem boš nekaj slišal, kako se je najen stric rešil. In vse tako zgleda, da oni vedo, koga je stric ustrelil. Jaz ga nisem poznal. Videl sem pa to vse na blizu, tako kot zdaj vam tukaj. Sam. Takrat sem bil star 14 let. Vi ste brate hodil obiskovati na postojanke v Gorenji vasi, ne? Ja, v Gorenji vas ne, ampak jaz sem jih hodil obiskovati v Žabenco pa v Škofjo Loko. Kakšno je bilo vzdušje, stanje na teh postojankah? Postojanka je imela nekaj bunkerjev spredaj, drugač pa nič takega, da bi, naprej, če bi prišel s kakšnim botankam, bi lahko to šlo vse povozil. Fantje so bili domačini, moštvo, ne? Največ je bilo domačinov tam. Moj brat je bil pa tam, zato ker takrat v Kamne Gorici še ni bilo domobranske postojanke, to je bila bolj že, da konec leta 1944 se je ustanovila, ampak so jo večkratov napadli, niso nikoli nič dosegli. Na Vetrinskem polju, ko ste prišli tja, kaj ste počeli? Na Vetrinskem polju je bilo zelo, zelo žalostno.
Prvič, ni bilo hrane. Vsakdo je kaj prinesel s sabo, če se je hitro pomlelo, ni bilo več. Potem so začeli pobijati konje. Smo jedli, tako da so se zmeraj norca delali, jemo ihaha. In je bilo res tako. Mi tistega konja, pa voz, ki smo pripeljali s sabo, je oče predal za 2 kile špeha, pa nekaj hlebčkov kruha. Konja in voz. Ker smo potem odšli z angliškimi kamioni na postajo v Celovc, po več kot enem mesecu, pa so nas peljali pa v Lijenc, v Pegec, v taborišče. Kakšne spomine imate vi na vračanje domobrancev? Ste jih opazovali? Poglejte, ta zadnji dan, 31. maja, so domobranci, tisti, ki so šli zadnji, že vedeli, kam gredo. In so rekli, kjer so drugi, gremo še mi. Kje ste bil vi takrat? Jaz sem bil takrat v taborišču in sem vsak dan gledal tiste kamione, kako so se ukrcavali na kamion, s petjem pa šli. Vse tako je takrat izgledalo v Italijo, tako so nam rekli. To je bil prevara. Kaj pa vaši bratje? Moji bratje se imajo pa za zahvaliti mojemu očetu. Moj oče je bil vse leta v prvi svetovni vojni na soški fronti. Pri kanonu. Za komandanta tiste skupine pri kanonu je bil od Baragove sestre Amalije sin, ker se je podpisoval Grecel von Baraga. To mi je oče vse zmeraj prav in me je tudi prav, da ko boste zmejhen zrasli, bomo šli na Soško in vam bom pokazal, kje sem vse bil. Tik zadnji teden pred koncem vojne je bil ranjen. In so ga pobrali, pa vlekli na Češko, v Olobuc. Takrat, ki je bil pa on ranjen, je bil pa ubit, a njegov sovojak Karavanja pa Brglez. In vsako leto pri molitvi za verne duše 2. novembra se je on z očenašom spomnil tako enega kot drugega. Ko sem bil jaz 69. leta prvič na obisku v Sloveniji, pridem v vas Sočo, zadaj za cerkvijo je vojaški spomenik. Pokopališče tudi? Mene je streslo. Ta prvi moj grobu, ko sem prišel, je bil Karavanja. Sem rekel, a ste me vi pripeljal? Ko sem bil 2 let zadnjič na tistem pokopališču, grob je še, to da imena ne več. Drži. Sem rekel, ne vem, morda je ta prav, morda je kakšen drug, ampak je bil Karavanja. In potem, kako je to rešilo vaše brate? Moje brate je pa zato rešilo zato, da je moj oče rekel, nikamor brez orožja. Nikamor. Pa je ta mlajši brat rekel, ampak v Italiji nam bojo dali novo ameriško orožje. Zakaj pa so vam ta starega vzeli? Nikamor brez orožja. In tako sta ostala tam. Ta drugi brat je bil potem kar nekaj mesecev mehen zbegan, ki je videl, kaj se je rešil. In 69 leta, ko sem prišel prvič domov na obisk, so mi partizani z naše vasi, pa iz Krope, sami povedali, kako so jih iskali. V Kranju,
v Šentvidu, v teh haljah pa jih niso našli. Nisem prav razumela, kje sta bila brata, sta se skrivala ali... Ne, se nista nič skrivala. Sta šla z nam kot civilista. A kot civilista? Kot civilista. To je bilo. Sta se preoblekla. Ja, pa je tako je preoblekla. Ampak se nista šla nazaj. In tako bi jih lahko se, saj ta zadnji transport rešilo. Da vam pa povem še primer. Kaj je bilo tisto popoldan zadnje šmarnice v Vetrinjah? 31. maj, ne? Nabito polna cerkev. Kaj takega jaz nisem še v nobenem lokalu slišal, pa ne videl. To so tolili, to niso jokali. Tolili. In ni bilo drugega za na prižnico poslati, so poslali dekana Jerneja Hafnerja, doma iz Krope. Bil je pa dekan v Moravčah. In on je začel pridigo. Je govoril tudi o beli kugi. In jaz 14-leten poba nisem vedel nič o beli kugi. Je med drugim povedal, danes jokamo za 12.000 domobranci, prav nihče pa ni jokal za 5 in 6 in tudi več tisoč nerojenimi otroki, ki smo jih pobili vsako leto. In tam so začeli ljudje nehali lupiti pa jokati. To je bilo nekaj strašnega. Imel sem 14 let. In ko sem prišel iz cerkve, sem ta prvo mojo mamo vprašal, kaj je bela kuga, ker nisem vedel nič. Je pa rekla, Joža, ti si še premlad, počakaj nekaj let, ti bom že razložila. In potem smo bili dober mesec v Vetrinjah, na to smo pa šli pa v Lijenc in smo bili v Lijencu eno leto in pol do 14. novembra 46. leta, ko so partizani na Angleže pritiskali, da moramo iz tistega taborišča ven, ker to niso bile barake kar tako. So imele umivalnike, so imele stranišča na vodo, ker to je bila bivša nemška kasarna. In so rekli, tukaj ven, to je preveč lepo, preveč luksuzno. Tam sem začel hoditi v gimnazijo. In potem ste prišli v Argentino in tukaj ste še zdaj. Potem sem pa 49. leta, že med zadnjimi, ki so odhajali iz taborišča Špital, nas je šlo 4. februarja iz taborišča Špital na vlak in smo se peljali v Innsbruck. V Innsbruck smo mogli ostati cel dan, ker so rekli, da bo prišel drug transport iz Italije gor in smo se tam dobili in potem nadaljevali pot z vlakom, noben ni vedel kam. Moj profesor nemščine je rekel, ko smo se vozili že tisto nedeljo zjutraj, rekel, zdaj pa vozimo po Južni Tirolski, gremo v Genovo. Naenkrat nekje ustavimo, pa jaz tam gledam, nismo bili na postaji, ampak so bili nekateri delavci, ki so nekaj popravljali, pa poslušam in slišim, da so govorili nemško. In ko sem videl, da govorijo nemško, sem pa rekel, wollen Sie mir sagen, wo sind wir jetzt? Je pa eden zavpil in Würzburg. Vielen Dank. Sem šel nazaj noč, pa pravim temu mojemu profesorju nemščine, sem rekel, veste, kje smo? Prav kje? V Würzburg. On hitro vzame en zemljevid, ki je imel, pa začne
Rekel, pa ne gremo na Južno Tirolsko, rekel, gremo v Nemčijo. In smo se tako peljali vso nedeljo, vso noč. In drugo jutro vstanemo pri enih velikih stavbah, Auswanderer Lager Bremen. Že smo pa tam. No in je bilo tistih stavb, enih 10, se imam doma še sliko, več nadstropnih. To je bila bivša nemška tostarna za mornarje. In naslednjo jutro se pa dvignem iz postelje, iz tretjega štuka dol po lojtrci preglezem, pa mi reče ta profesor Majcen Jože. Rekel, Joža, kaj pa je danes? 8. februar. In kaj? Sem naredil. Obletnica Prešernove smrti. No, sem naredil. 100-letnica je. Odlično je. A znaš kakšno pesemco njegovo? Ja, sem rekel, Povodnega moža, pa Torjaško Rozamundo. Rekel, veš kaj? Nas ni bilo 30 Slovencev. Ti boš danes deklamiral Torjaško Rozamundo, jaz bom pa v Prešernu govoril. Rekel, bomo naredili proslavo. Sijajno. In zvečer nekje Kevi je zvrtil eno sopso in smo se vsi tam dobili, ker nas je prišlo iz špitala in smo naredili proslavo za 100-letnico Prešernove smrti. Ko je bo tisto končan, pa prav profesor rekel, vidiš, to smo izdajalci slovenskega naroda.